Namen je bil pač otrokom približati muzejske vsebine. Tokrat je bil poudarek na dveh naših razstavah, in sicer Igrače nekoč in danes, kar je bila tudi tema prvega dneva dogodivščin, kjer so otroci spoznali, s kakšnimi igračami so se igrali njihovi starši, stari starši, in potem se tudi sami preizkusili v ustvarjanju igrač in potem preizkušanju le-teh. Potem drugi dan dogodivščine pa je bil bolj osredotočen na to skupinsko delo, na povezovanje, sodelovanje. Izhodišče je bila razstava Proga Šamac Sarajevo. Imeli smo tudi posebnega gosta, gospod Krejačič je prišel in jim iz prve roke pač povedal, kakšno je bilo življenje brigadirjev mladih takrat, ki so pač sodelovali pri delu. Tudi sam je poudaril to povezanost, prijateljstvo, skupno delo. In potem so otroci na delavnici ustvarjali železnico, železniško progo, in sicer tako, da smo jih najprej razdelili v manjše skupine, kjer so naredili izdelke in potem na koncu vse skupaj združili. Na tak način smo hoteli pač pokazati jim, kako veliko lahko naredimo, kadar smo združeni in kadar sodelujemo. Železniška četa mogla je z vlakom naprej v Trbovlje, Trbovljska četa, Krška četa ostala pa v Brežicah. In v Brežicah so gradili dom, bolnico za živali, do 48. leta. Brežička četa mogla graditi pa za tiste harmonikov cesto Miha Marinka v Trbovlje. Ampak sem jaz tako, ko sem to malo poštudiral, zakaj je do tega prišlo. Zaradi tega, ker mi smo imeli dol strašno slabo hrano. So se otroci lahko uživeli v tisti čas, ko jim je gospod Krejačič predstavil, namreč to je že kar oddaljeno za tovrstne otroke. Ja, pravzaprav je bilo za njih kar zanimivo, popolnoma drug svet. Bilo je zelo veliko vprašanj, ki jih nekako so poskušali razumeti, ker je popolnoma drugače bilo kot danes. A so se lahko živeli? Mogoče malo, je pa definitivno bil jim prikazan ta drugačen pogled na življenje, ki je bilo takrat. Vsekakor so se jim zdele zanimive, nekaj so jih poznali, nekaj jih imajo tudi doma. Nekako so pa bili bolj na to sodobno tehnologijo, te igre, ki so jih potem tudi igrali, so se, mi zdi, nekako malo bolj oživeli. Čeprav tudi ostale igrače so bile zanimive za njih, predvsem namizne igre, in eno od teh namiznih iger smo tudi potem mi izdelali in so jo preizkusili. Tako da smo dali tudi, da niso bile samo te individualne igrače, ampak tako malo zabave skupaj v skupini. Ti si zdaj 11, 7, 2, okej. Ni problem, bomo zrihtali, bo vse okej. Bom jaz šla še enkrat. Prosim. Vlad je še grem enkrat. Ti boš imela predložiti, da boš pred zmagovalca še enkrat igral, okej. Okej, kako se igra to igro? Na dogodivščini je bilo tokrat 12 otrok. Predvidoma prvi teden počitnic, več informacij bo znanih, upam, kmalu. Vsekakor bomo pripravili pester program za otroke, tako da vljudno vabljeni vsi, bo zanimivo, bo zabavno in bo razigrano.